Moram takoj priznati, da mi je znamka Volvo od nekdaj všeč. Njihovi avti so vedno umirjeni, elegantni, znotraj minimalistični, ampak z vrhunskimi materiali in z dobro ergonomijo. Vem, da zdaj nisem v Volvo, je pa tole Lynk & Co 08, ki si z Volvom deli istega šefa. To je kitajski konglomerat Geely. In zato si ta 08 deli platformo z Volvom XC70, ki ga sicer pri nas ni, in deli si tudi enako filozofijo. Mogoče je edino z malenkost bolj navihanim in mladostnim karakterjem. Pa s polovično ceno. Znotraj je totalno hud, vam ga takoj pokažem, lahko pa pogledamo najprej par stvari tukaj zunaj. Tudi zunaj je zelo lep, to se najbolj strinjamo, in velik. 4,8 metra meri v dolžino, zato je to njihov največji model v ponudbi pri nas. Tale ima bogatejši paket opreme More in zato 21-palčna platišča pa je kljub temu na cesti izjemno udoben. Meni so všeč pa še dodatne stvari, recimo za začetek ta barva ali pa sprednje lučke s temi diamantki noter, pa vzvratni ogledali brez roba, čeprav se potem hitreje omažeta, pa tudi zadnje luči so totalno hude. Verjetno vas bolj zanima, če je družinsko uporaben. Ja, seveda, če je pa velik avto. Evo, prtljažnik ima 540 litrov in je v bistvu zelo uporaben, nima pa skoraj nič dvojnega dna, ker je spodaj baterije in vse ostalo. Zadaj takole sedim sam za sabo, kar pomeni, da boste tudi vi imeli več kot dovolj prostora. No, zadnja klop je v bistvu tudi precej udobna in ta sedaljni del je dovolj dolg, tudi za tiste, ki imate zelo dolge nožice. Me pa spredaj seveda navduši še mnogo bolj. Za začetek imam serijsko ozvočenje Harman Kardon s kar 23 zvočniki, ki se derejo zelo suvereno. To lahko takoj pohvalim, boste tudi zelo zahtevni potešeni. Materiali so prav tako zelo dobri, izdelava brezhibna in brez čričkov, odlagališče je veliko, v bistvu čisto vse štima. Tudi ta sredinski zaslon je dejansko bliskovit in menijsko zelo enostaven, se ga boste zelo hitro navadili. Pravzaprav je vse skupaj tako dobro, da sem se moral prav potruditi in najdeti malenkosti, ki me motijo. Vas seveda ne bodo, ker niste toliko zoprni kot jaz in tudi po določenem času se človek marsičesa navadi. Recimo, moti me, da imam tukaj le non-stop izpisano radijsko postajo, ker jo itak vidim že tukaj, ne morem si pa nastaviti podatka v potovalnem računalniku oziroma, ko ga poiščem, ta izgine po nekaj sekundah. Tukaj pa, da moram pred vsako vožnjo izključiti kup sistemov, sicer je priročno, da imam tukaj na vrhu bližnjice, ampak je vsem tega toliko, da v bistvu čist predolg časa potem potrebujem pozornost posvečati zaslonu, ne pa cesti, ker prej seveda pozabam to narediti, preden speljem. Ostalo pa štima. Se vidi, da sem precej navdušena, ne? Pa do najboljše stvari še prišel nisem. Pogon. Tole je priključni hibrid s tako veliko baterijo, da se lahko ob bok postavi celo nekaterim manjšim električnim avtom. Samo pikico manj od 40 kWh ima in to pomeni, da je doseg v praksi pa z veliko avtoceste skoraj 200 km. In to pomeni, da se boste na elektriko lahko vozili praktično ves čas. No, sicer je pa pod pokrovom še 1,5 litrski bencinski motor in preden zamahnete z roko, spet en majhen motorček. Ne, ga praktično nikoli ne slišim in tudi nikoli se njegovi vrtljaji ne dvignejo na omembo vredne višine. Tukaj lahko izberem način vožnje in večinoma uporabljam kar hibridni način, pa je moja poraba še vedno zelo zgledna, evo, okrog 5 litrov, elektrike mi še ni zmanjkalo, avto pa kar fajn potegne. Malo več kot 100 kW moči ima bencinski motor, elektromotor pa 155, kar pomeni, da je skupna sistemska moč kar 257 kW oziroma 345 konjičkov. Ja, precej suvereno se premakne, če boste tako želeli, z mesta do 100 na uro namreč pospešil samo 6,8 sekunde. Ampak sem prepričan, da boste polno moč zelo redko izkoriščali, ker je po karakterju izjemno umirjen in elegantno udoben, pravzaprav me totalno pomirja in z njim večinoma samo kruzam v miru, kot v Volvo. V bistvu me moti mogoče samo, da ima le sprednji pogon, ker potem pri res močnih pospeševanjih sprednji kolesi včasih pojamrata nad veliko količino navora. Vem pa, da tudi vi z njim ne boste divjali in je zato to praktično nepomembno.
Pol urce in se baterija napolni med 10 in 80% na hitri polnilnici, na navadni se polni z 11 kW in bo torej baterija polna v dobrih 4 urcah. Evo, tudi tukaj ga moram pohvaliti, ker nikakor ni slab, zato zaključujem, da je tole vrhunski stroj in sem v bistvu težko ravnodušen. Še ceno si pogledajte, ker je jaz tukaj ne smem povedati, tudi tam navduši.